Zoran Didek je prav gotovo eden vidnejših osebnosti, po drugi strani pa premalo raziskanih likovnih umetnikov 20. stoletja, ki so zaznamovali slovenski likovni prostor. Rodil se je leta 1910 v Ljubljani, češkemu geodetu in pa materi, ki je prihajala iz teh dolenjskih kolcev, iz bližnjega Podbočja, ki je potem kasneje tudi dosti močno zaznamoval njegovo likovno razvojno pot. Po končani srednji šoli se Didek vpiše in naredi sprejemne izpite na Likovni akademiji v Zagrebu, kjer začne s šolanjem leta 1928. Likovna akademija v Zagrebu je bila izjemno pomembna za razvoj slovenske likovne umetnosti med obema vojnama. In ravno v letošnjem letu Galerija Božidar Jakac skupaj z Moderno galerijo v Zagrebu pripravlja en velik razstavni projekt, ki ga bomo spomladi najprej odprli v Moderni galeriji v Zagrebu, potem jeseni pa še v Galeriji Božidar Jakac, kjer bomo pravzaprav pokazali te vplive Zagrebške akademije na tiste študente, ki so med obema vojnama obiskovali Zagrebško akademijo, bilo jih je skoraj 100, mislim, da 96 točno, in so potem seveda z razvojem Ljubljanske likovne akademije po drugi svetovni leta 1945 bili ključne figure v razvoju in pa postavljanju Ljubljanske likovne akademije, ki je po zagrebškem zgledu tudi zelo veliko pozornosti dajala risarskim prvinam. Profesor France Mihelič denimo je bil znan profesor, ki je poučeval risanje, potem kasneje v 60. letih tudi Zoran Didek in seveda mnogi drugi, in ta risarski sloves, bi lahko rekli, pravzaprav velja za akademijo ves čas druge polovice 20. stoletja v Ljubljani. Slikarstvo Zorana Didka lahko na grobo razdelimo v dve obdobji. Prvo obdobje je definitivno obdobje od vpisa na akademijo od leta 1928 pa vse do začetka druge svetovne vojne. Didek se vpiše na Zagrebško akademijo kot nadobuden mlad fant in sledi trendom, ki so jih vpeljevali profesorji takratne akademije, trende, ki so jih prinesli pravzaprav s sabo svojega šolanja najprej iz Münchna, potem kasneje spoznajo tudi Manejevo slikarstvo v Parizu, če lahko tako rečemo, in te trende prenesejo na Zagrebško likovno akademijo. Didek v teh svojih prvih poskusih ostaja zvest takratnemu realizmu nove stvarnosti, plastično modelira pokrajino, še ustvarja perspektivo. Ena od zanimivih slik, ki je nastala leta 1924, Svet Križ, Podbočje, vas, kjer je Didek preživel veliki del svojega življenja, od koder izhaja njegova mati, je upodobljen iz, lahko bi rekli, malčkeno dvignjene ptičje perspektive, zelo plastično modelirana vas okrog centralno pozicionirane cerkvice in pokrajina, ki se potem lepo steče v ozadju slike. Didek ostaja zvest maniri, ki sta jo Babič in Becič pravzaprav peljala na akademiji, da upodablja predvsem krajino, portrete in pa neke vsakdanje stvari na način, da skozi njih pravzaprav poskuša priti do slike, ki bi jo lahko imenovali čisto slikarstvo, do slikarskih rešitev. Ni mu tako pomembno neka sporočilnost, neka socialna nota, neke druge vsebine. Večinoma je skoncentriran na te omenjene motive in seveda znotraj krajine je pogost tudi žanr kmečkih opravil, kmečkih upodobitev, nekih motivov, ki utemeljujejo, bi lahko rekli, nacionalno bit. No in ena takšnih je prav gotovo tudi Grabljica,
Gre za delo, ki je nastalo kot upodobitev njegove sorodnice Mirce Kerinove. In zanimivo, da obstaja tudi pandan tej sliki, obstaja namreč tudi moška upodobitev grabljača. Ta slika pa ima pandan pravzaprav tudi v eni nekoliko drugačni, motivno drugače zasnovani sliki, ki smo jo poimenovali Mati z otrokom. Gre pa pravzaprav vsaj po motiviki za Marijo z Jezusom. To je pravzaprav edina znana njegova slika, ki bi jo lahko uvrstili v tako imenovano sakralno slikarstvo in je zelo verjetno bila narejena po naročilu. Zanimivo je, da obstajajo določene paralele med obema slikama, med Mirco in pa delom Matere z otrokom. Zelo podobno sta pozicionirani figuri, v zelo podobni drži sta. Mogoče bi lahko celo spekulirali, da tukaj gre za eno in isto osebo. In zelo podobno sta grajena tudi ozadja teh slik. Na obeh pravzaprav lahko vidimo te močne črne bordure, robove, ki modelirajo pravzaprav prostor in predmete na sami sliki. In značilno je, da pravzaprav obe sliki nimata več zgrajenega ozadja, kot je bilo to primer pri sliki Svetega križa, ampak je prostor barvno moduliran, prostor zaprt in barvno moduliran in temu pravzaprav Didek potem sledi cel svoj slikarski opus do čisto zadnjih slik, ki pa spet odpirajo nek prostor. Didek je poleg ostalih motivov izvedel zelo veliko avtoportretov v različnih oblikah in pa v tem predvojnem času tudi kar nekaj portretov. Portretiranci pa so bili večji del ali bližnji prijatelji ali pa kar sorodniki. No, tukaj za mano je ena bolj značilnih njegovih portretov, o kateri se je razpisala tudi znamenita umetnostna zgodovinarka Špelca Čopič. Portret njegove žene, ki je nastal leta 1934, torej v letu, ko Didek konča akademijo v Zagrebu. Prav tako jo seveda konča soproga Smiljana Ivančič, sošolka Didkova, ena prvih pravzaprav žensk, ki je diplomirala takrat na Zagrebški akademiji. In ta portret je narejen še v tej hitri maniri Pecičeve poteze z dolgimi potezami Čopiča, vehementno, hitro. Ujel je razpoloženje portretiranke v njej. Istega leta nastane tudi manjši portret njegovega brata, inženirja Josipa Didka. Brata, ki je bil 7 let mlajši od Zorana in s katerim sta si bila pravzaprav zelo blizu. Saj Zoran Didek potem, ko po drugi svetovni vojni pride nazaj v Slovenijo, zelo veliko sodeluje z bratom pri raznih drugih projektih, ne toliko slikarskih, brat je namreč bil arhitekt, najprej pri izgradnji novih domov po Kozjanskem, pa potem po raznih industrijskih objektih, vse posod po Sloveniji, tukaj tudi na bližnjem Brniku sta sodelovala, ki je tudi narejen še v tej maniri poteze, ne toliko močnih nanosov v barv, kot je mogoče potem to videti v portretu Nade Grabrijan, ki je nastal leta 1940 v Sarajevu, soproge znanega arhitekta Dušana Grabrijana, s katerim se je Didek v Sarajevu zelo veliko družil. Imeli so eno skupino okrog Slovencev, s katerimi so se v tistih letih
pred prvo in pa seveda prva leta druge svetovne vojne tudi dobivali v Sarajevo, se družili in seveda je Grabrijan tudi eden od tistih, ki Ditka vpelje v polje arhitekture, mu razlaga, odpira razne teorije, zgodovinski pogled na arhitekturo in tako naprej. In tudi on je eden od pomembnih figur Ditkovega ustvarjalnega opusa, ne toliko tega slikarskega, ampak bolj tega oblikovalnega. Kajti po drugi svetovni vojni Didek sodeluje tudi pri urejanju monografije Dušana Grabrijana. Poleg portretov in pa krajin je seveda eden od širokih diapazonov njegovega ustvarjanja bilo tudi tihožitje, vsakdanji predmeti, dela, ki se navezujejo večji del na kmečko vinogradniško tradicijo. Tukaj v teh tihožitjih je Didek pravzaprav res študiral razporeditev predmetov na slikarskem platnu, rešitev slikarskih vprašanj, svetlobe, ki pada na sliko, kombinacije barv, ki tvorijo plastično prostor, kar je zelo dobro videti na teh vsakdanjih stvareh, ki se uporabljajo v vinogradništvu. Tukaj zadaj je še ena krajina, mnogih krajin, ki jih je Didek izvedel v Kostanjevici na Krki, pogled na kostanjeviški južni most, ki je pravzaprav zelo pogost motiv mnogih slikarjev različne generacije, zelo tak všečen motiv za upodabljanje. In pa eno delo, ki je sinteza, bi lahko rekli, celega cikla njegovih del v ateljeju, ki pa je atelje pravzaprav v zidanici. To kombinira neke elemente, ki so alegorija glasbe, kot je kitara, potem platno, ki stoji sredi prostora, v prostoru, ki pa pravzaprav iz katerega pa pravzaprav visijo grozdi, vidimo vrče, vidimo elemente, ki so značilni za dolenjske zidanice. Didek je kar precej časa, potem ko je slikal v Podbočju, imel en prostor, tak, ki je pravzaprav pripadal gostilni, ki še danes deluje v Podbočju, in ker je on se družil z domačini, ustvarjal zelo veliko delov in reševal pravzaprav te hitne ambientalne momente skozi slikarski jezik, skozi postavitev na platno. Tretja, zelo pomemben element, ki ga tukaj lahko nekoliko sicer bolj kompleksno tudi najdemo, je portret, avtoportret, namreč na delu vidimo slikarja, ki portretira ženski akt. Gre pravzaprav za navezavo na znano Picassovo delo, Sence z naslovom. Picasso je bil eden tistih, ki je Ditka pravzaprav zelo inspiriral že za časa študija, pa ne samo Ditka, pravzaprav vse takratne študente Zagrebške akademije. Je pa seveda že Picasso to delo referiral na znanega slikarja Vermeerja. Tukaj namreč naredi neko potezo, neko silhueto, ki je na nek način, lahko bi rekli, slepi tisk, nekaj, kar prihaja iz ozadja, kar bi pravzaprav lahko rekli pri mnogih slikarjih nekaj, kar je bilo od spodaj, pa so preslikali. Ampak ta silhueta je silhueta, ki jo bomo lahko potem videli tudi zgoraj pri mnogih avtoportretnih risbah, enak položaj portretiranca, ki pa seveda je obrnjen sem v gledalca, ampak neviden pravzaprav. Torej, razporeditev
predmetov na tej sliki, svetlobe, ki pada iz desne, tako kot pri Vermeerjevi sliki in mnogih drugih zadev, so elementi, ki direktno referirajo na velikega mojstra, kar pravzaprav ni čudno. Didek je teh zadev počel kar precej. Tudi v naslednjih ciklih Goraj, predvsem pri internaciji, bomo lahko videli mnogo citatov, ki so direktni citati Picassovih rešitev. Eden glavnih motivov, ki Didka pravzaprav spremlja skozi celo njegovo slikarsko pot, je motiv krajine. S krajino smo pravzaprav začeli razstavo z upodobitvijo njegovega takrat Svetega križa pri Kostanjevici na Krki. No, v obdobju po drugi svetovni vojni pa Didek to svojo upodobitev krajine nekako sintetizira skozi izobraževalni proces na obeh visokošolskih institucijah, kjer je poučeval, tako na Pedagoški akademiji v Ljubljani, kot potem še na Likovni akademiji v Ljubljani, kjer je študentom razlagal nastajanje oziroma upodabljanje snovi na slikarskem platnu skozi teorijo oblikotvornosti. Torej, njegova teorija je bila, da večji del stvari, kot jih spoznamo in kot jih vidimo, je naredila narava že sama. Oblikovala določene forme, pri tem je seveda zelo pomemben element svetlobe. In tako v bistvu skozi te krajine vidimo, kako je Zoran Didek ves čas sledil trendom razvoja evropske likovne umetnosti in kako je eden redkih pravzaprav iz te generacije potem prešel v nekem obdobju tudi v čisto abstrakcijo, v abstrakcijo geometrijskih oblik, ki jo je izražal največkrat skozi upodobitev bodisi lesenega mostu v Podbočju ali Kostanjevici, reke Krke, narave, svetlobe, ki pronica skozi drevesa, te odbleske pravzaprav, ki nastajajo na zeleni, smaragdno-zeleni reki Krki. Tako je običajno videti v poletnih dneh. In teh serij, teh abstraktnih del je nastalo takrat kar precej. Didek se je potem, ko se je ustalil na akademiji, postal zelo popularen profesor pravzaprav. Študentje še danes izpričujejo, kako zelo veliko so odnesli vsa ta generacija mnogih, ki so Didka tam od leta 66, 67 pa vse do njegove upokojitve 74 uspeli imeti za profesorja na akademiji. Prav antologijske pravzaprav so postale upodobitve teh slikarskih predmetov oziroma ponazoritev perspektive zlatega reza, struktur, ki jih najdemo v naravi, ki jih je Didek s kredo izvedel na šolsko tablo in so jo potem med odmori, vsaj tako je bilo slišati, hodili gledati tudi drugi znani profesorji. Zanimivo pri tej krajini je pa to, da Didek čisto na koncu, leta 75, ko prejme tudi Prešernovo nagrado, pa potem zaradi dolgotrajne bolezni proti koncu leta tudi umre, nekako naredi dve sliki, s katerimi se vrne nazaj v tisto začetno fazo upodabljanja krajine skozi barvni realizem, skozi iskanje čistega slikarstva na platnu. In ena je prav ta njegova slika, kjer je v bistvu jasno razmejeno to polje svetlobe zgoraj in pa teh tisočerih nijans zelene barve, zelene, ki je tako značilna za njegovo dolenjsko pokrajino. Znano je, da je profesor Babič, ki je tudi gradil upodobitve Hrvatskega Zagorja na način, da je utemeljeval nacionalno hrvaško bit skozi svoje slikarstvo,
in to predajal svojim študentom takrat na akademiji ob neki priložnosti, ko je Didek interpretiral pokrajine tukaj okrog Bočja in izvedel eno sliko, ki je izjemno zelena. Rekel, ja, težka je ta vaša dolenjska pokrajina, vse je zeleno v zelenem. In tukaj je prav to prišlo do izraza. Vsi odtenki od močno svetlo-zelene barve do temno-zelene in s temi odtenki pravzaprav Didek gradi slikarsko polje in krajino pravzaprav spet postavi nazaj v perspektivo. Črta in barva sta bili osnovni orodji izražanja Zorana Didka. Po pričevanju mnogih je Zoran Didek skoraj da brez prestanka kar naprej risal, delal skice, ustvarjal na vse možne podloge, od papirja do ovitka cigaretnih škatlic, tudi nekaj takih risb imamo, do prijavnic za izpite študentov, tudi kar nekaj takih risb imamo v našem fondu. Galerija Božidara Jakac je namreč do sedaj uspela evidentirati preko 1000 njegovih risb, vemo pa, da jih je še kar nekaj na terenu. Če pogledamo na grobo skozi ta širok diapazon risarskih form, ki so nastajale na različnih formatih, z vsemi možnimi pisali, od tuša do kemičnega svinčnika, navadnega svinčnika, tempere, pravzaprav vseh pisal, s katerimi se je dalo pustiti sled na papirju. Če izluščimo nekaj najpomembnejših motivov, lahko prav gotovo omenimo tukaj v prvi vrsti upodobitve samega sebe, njegove avtoportrete, ki jih je res mnogo in ki izžarevajo tudi ta njegov študijski pristop k sami materiji. Torej, lahko govorimo o portretu, ki je kubistično zasnovan, sestavljen iz različnih geometrijskih oblik, lahko govorimo o hipnem krokiju, lahko govorimo o izredno precizni risbi, zgolj silhuete, ki nekako riše podobo na prazen papir, v prazen prostor. Drugi takšni motivi, ki seveda so del študija človeškega telesa, so upodobitve parov. Teh je Didek uprizoril prav tako zelo veliko, v zelo različnih pozah. Par je bil ena oblika, ki pravzaprav je bila snov modernizma, tako v kiparstvu kot tudi v slikarstvu. Zelo pogosti so ti prelivi zopet pri Picassu, ki smo ga danes že omenjali, ti neki poljubi, ki en obraz pravzaprav prelijejo kar v drugega, tudi en tak motiv imamo tukaj na razstavi. Šlo je pa seveda predvsem za to, kako upodobiti človeško telo, kar je eden od prastarih vprašanj pravzaprav slikarstva samega. Potem pa izstopata še dva motiva, ki govorita pravzaprav o dveh tragičnih dogodkih, ki so Zorana Didka morali nekako zaznamovati kot umetnika. Namreč eno je motiv sedmine, ki ga najdemo na zgodnji grafiki iz leta 1933, ki je nastala še za časa študija
pa potem na sliki po drugi svetovni vojni, ki jo hrani Moderna galerija v Ljubljani, in pa mnogih študijah, risbah, ki so nastale v vsem tem času. Pri teh sedminah se Didek zopet naslanja na mnoge znane slikarske forme, med drugim tudi na Rembrandta. Pogosto posedi te figure na sami sedmini, podobno v perspektivo, kot je to storil Rembrandt v svoji Nočni straži. In seveda s tem motivom poskuša prikazati neko intimno vzdušje nekega žalostnega trenutka. Intimni prostor je pravzaprav tisti prostor, ki je bil Zoranu Didku najbolj pisan na kožo. Ne najdemo veliko nekih eksteriernih, žanrskih risb. V fondu je zgolj nekaj risb, ki bi jih lahko datirali v obdobje 50-ih, ko sta oba z ženo bila na 3-mesečnem bivanju v Parizu. In tam se res vidi ta urbana struktura mesta. Večinoma pa gre za neke interierje, za neke značilne motive, intimne motive ženske pred ogledalom, denimo. Šivilje so tudi eden od takih motivov, ki se zelo pogosto upodablja v njegovih risbah. In pa motiv, ki smo ga nekako povezali s kopicami sena. Te kopice sena so neko tako varno zavetje, ki ga je Didek uporabil in tja umestil bodisi pare, bodisi skozi to kopico pravzaprav samo v ozadju nekako dal slutiti plastičnost terena, področja, kjer je upodabljal tovrstne motive, kar je spet bilo v veliki večini okrog tega njegovega podbočja. No, drugi tak izjemno pomemben motiv, ki je tudi zaznamoval njegovo celo slikarsko pot tam od 40 let naprej, oziroma iz časa druge svetovne vojne, pa je bilo, ko je bil priča internaciji Židov in Srbov strani ustaške vojske v Sarajevu, kamor je bil takrat na začetku vojne premeščen kot učitelj. Ta dogodek ga je toliko pretresel, da je v mnogih variacijah izvedel to intervencijo vojske nad civilnim prebivalstvom. Zanimivo pa je, da je v teh izvedbah, ker se Didek zopet močno naslanja na določene risbe oziroma slike Pabla Picassa, namreč določene forme Picassovih slik, če jih samo obrnemo na glavo, praktično identično stojijo na platnu, kot je to zgodba Didkovih internirancev na kamionu, kjer je zanimivo pri obeh, tako pri Picassu kot pri Didku, moč videti še eno tihožitje ob robu, torej hlebec kruha in pa steklenico vina. Torej ta dogodek teh internirancev ga je toliko pretresel, da je potem parafraziral pravzaprav skozi to tudi svojo precej žalostno, bi lahko rekli, ali pa življenjsko zelo naporno obdobje po drugi svetovni vojni, ko tedanja oblast kar precej pritiska nanj in tako naprej. Da je pa to tako, je moč videti pravzaprav pri mnogih teh izvedbah risb, da je figura, pogosto zadnja figura na desni strani kamiona, pravzaprav Didkov avtoportret. Torej, upodobil je sebe samega na tem kamionu, s tem seveda hotel poudariti to svojo usodo, po drugi strani pa poudariti tudi usodo svojih staršev, ki so takrat, na začetku druge svetovne vojne, bili kot prebivalci Celja internirani v Srbijo. In ravno s tem dogodkom se seveda potem v Celju, ker je bilo kar nekaj Didkovih slik tudi deportiranih v hiši staršev, za njimi izgubi vsaka sled.